gre za prepočasno in necelovito ukrepanje, ki bo seveda operativno šele čez mesece, prepozno, kajti ljudje izgubljajo službo vsak dan in v januarju jih je kar precej 7600. To se pravi, ni ukrepov za razbremenitev gospodarstva, to je velika pomanjkljivost tega paketa. Poglejte, ključen steber varčevanja in tistega famoznega paketa varčevalnega, kot ga še ni bilo, je seveda dogovor z javnim sektorjem. Zdaj vidim, da se ta dogovor približuje in ta dogovor po moji oceni bo nekje na pol med tistim, kar je vlada pričakovala in med tem, če se ne bi nič spremenilo. Mislim pa, da ima dva ključna problema ta varčevalni ukrep, oziroma ta dogovor s sindikati, pa grem še naprej na druge ukrepe. Prvi je ta, da se seveda odpovedujejo dodatku za delovno uspešnost. To pomeni, da se ohranja neka uravnilovka. Delovna uspešnost je tisti variabilni del, s katerim se lahko dobre uradnike nagradi in se tudi na nek način jih stimulira. To je pač nek mehanizem, nek inštrument v javnem sektorju, ki lahko pomembno spodbuja in nagrajuje dobre. Ne, to stran, to se pravi uravnilovko naprej. In kar je drugo, je zamik uskladitve, te tretje od 4 uskladitve iz, čeprav razumem, iz septembra na januar, ta bo po naši oceni prinesel 20 do 25 milijonov evrov, vendar to pomeni, da se bodo te, ki so bili podcenjeni, ker ta paket je namenjen temu, da se plačne nesorazmerje odpravijo in te, ki so na nek način podcenjeni, bodo še ostali naprej, teh nekaj mesecev do nove uskladitve. Torej, na nek način so dobili pridni, po repu pridni, pa podcenjeni. To je recimo en takšen izplen tegale dogovora. Vendar, kakorkoli, nekaj je tu proračun prihranil, po naši oceni med 70 in 80 milijoni evrov in to je seveda kaplja v morje proti temu, o čemer želim govoriti potem v tretjem sklopu primanjkljaja v rebalansu, ki znaša 1,3 milijarde že v štartu. Kaj pa še bomo pa videli. Zdaj pa še nekaj besed okoli rebalansa. Ko to človek bere, prvič menim, da je nastavljen na nerealnih predpostavkah, če sem prav seznanjen, temelji na 0,6% gospodarski rasti, v katero več noben ne verjame. Predvideva 3,5% bruto domačega proizvoda primanjkljaja oziroma slabih 1,4 milijarde evrov primanjkljaja in s tem že zavestno dražimo komisijo in zaradi neizpolnjevanja maastrichtskih kriterijev. Jaz tudi ne bi bil kritičen do tako visokega primanjkljaja, če bi videl v strukturi, saj to, kako smo lahko videli v strukturi, jaz, oprostite, to, kar delam na podlagi tega, kar je bilo objavljeno v mediji. Če se kjer medij zmotil, ko je napisal številke, tako se tudi motim jaz. Namreč, če bi temeljil ta rebalans na nekih projektih in tudi primanjkljaj na nekih projektih, ki bodo obrodili sadove. To se pravi, ki so razvojni, ki so takšni, da vlagaš v prihodnost. Če pa je to zgolj za gašenje požara, da bomo pa to pojedli, po domače povedano, je pa to nevarno za javne finance in za stabilnost javnih financ. In bojim se, da je temu tako. Poglejte, ta vlada je veliko očitkov naslovila na prejšnjo vlado glede neučinkovitega črpanja evropskih sredstev. Sama je pa manj ambiciozna to pogledno. Se predvideva zmanjšanje EU sredstev iz 887 milijonov na 847 milijonov. Povečuje pa lastni del, lastno udeležbo. Prav zanimivo in to bomo seveda v nadaljevanju se zelo podrudili in spustili v drobovje, kje, zakaj in tako. Če kaj, bi lahko sedaj ta evropski del izkoristili za na nek način razvoj, pa vidim, da je iz teh številk videti drugače.